Na osnovni šoli Metlika so po obdobju šolanja na daljavo opazili, da se učenci več družijo na družbenih omrežjih, kot pa iz oči v oči. Brez osebnega stika pa je stisko sočloveka težje prepoznati. Pri naših letih je pogosta zahrbtnost. Se mogoče komu malo preveč odpreš in potem obžaluješ. Ima vsak samo 2 prijatelja, se ne odpira preveč, ker jih je strah. Empatija je, da ne izhajaš vedno iz sebe, kako je tebi, ampak poskušaš razumeti drugega, kakšno je njegovo stanje, s čim se on ukvarja, mogoče kakšne ima težave, iti iz sebe in približati se drugi osebi. V šoli so izpeljali tudi referendum, na katerem so učence in zaposlene vprašali, ali si želijo, da bi bili v šoli drug do drugega še strpnejši, prijaznejši in sočutnejši. 85% učencev si to želi, pomeni, da se zavedajo tega, da jim je to pomembno področje in da o tem tudi razmišljajo. Velikokrat izobčimo eno, naprimer sošolko ven, tako da jaz se pa trudim, da vse med sabo povezujem zaradi tega, ker sem bila sama v taki situaciji in ne bi rada, da se še komu to zgodi. Mogoče, ker jih ne razumemo, pa jih potem izobčimo, ne vemo, kaj se oni mislijo. Meni je bilo takrat ful glupo v šolo hoditi, zaradi tega, ker sem znala, da se ne imela z nikomer pogovarjati in da bom v bistvu sama pri vseh urah in mene osebno je ful motilo te pogledi stranski. Mogoče sploh ni namerno, ampak ful pride do srca. Učence se strah vprašati za pomoč, da ne bojo se osramotili. Ti pristopiš njemu, pa mu začneš pomagati, pa mu je potem lažje, da ni rabo samo vprašati. To se mi zdi zelo lepo, da probaš občutiti drugega, se postaviti v njegovo kožo in mu pomagati brez obsojanja. Prišla sem v Slovenijo v lani marca iz Ukrajine v Metliko. Sošolci iz 4. razreda me ful sprejeli. Našla sem veliko prijateljev. Metličani so v sklopu prednostne naloge sodelovali pri humanitarnih akcijah, izdelovali voščilnice, povezujejo se z lokalno skupnostjo, starejšimi občani, lepo so sprejeli tudi vrstnike iz drugih držav.